Vsako leto pred prazniki številni opozarjajo na hrup, ki nastaja ob uporabi pirotehnike, velikokrat tudi tiste, ki že vrsto let ni več dovoljena. Še bolj kot ljudi tovrstna dejanja vznemirjajo živali, zato smo preverili, kako lahko hišnim ljubljenčkom olajšamo hrupne praznične trenutke. Razen za lovske pse je hrup oziroma pok za večino živali precej stresen dejavnik. Ali je to bilo, da so povezale bolečino z nekimi poki, ali pa recimo, da je ob tudi neprimerni vzgoji prišlo do tega, zaradi tega, ker se je dalo preveč pozornosti na takšne dogodke, tiste pa so dejansko v stresu, ko prihaja do tega. In stres pripelje do tega, da postane žival zbegana in lahko odtava od doma. Vsako leto nekako ta čas se zgodi kaj v smislu zgubljenih psov, mogoče da je rekel, teh živali več, pa kakšna več, mi smo relativno majhno zavetišče, ampak je pa, če bi statistično gledali, se to zgodi. Glede na to, da vsi nimamo tako uvidevnih sosedov, da bi se pokanju odpovedali, Barbič apelira na lastnike mladičev. Da se ga mogoče namerno pelje na kakšne take kraje, kjer se to dogaja, mogoče v bližino kakšnega strelišča, seveda. To mora biti narejeno, kontrolirano, počasi in potem, če se vidi, da je to neko nelagodje, ne iti do konca, ampak mogoče drugič spet probati. V primeru, da se pokanju vendarle ne moremo izogniti, so na razpolago različna sredstva. Preparatov je precej na tržišču, eni so takšni, da jih je potrebno dajati par dni prej, zato bi mogoče bilo ravno te dni, da ne bom rekel danes, kar primerno začeti dajati takim živalim. Gre za naravne snovi na osnovi baldrijana, triptofana in podobnega. Če vse to skupaj ne pomaga, potem še vedno pride v upoštev dejansko pa pomirila, sedativi, ki pa so pač se vodijo kot zdravila in na ta način nekako potem, ko se jim da živali, vse lažje preživijo neke ekscesne situacije. Najbolj učinkovito zdravilo pa vsekakor je, da se vsi pirotehniki odpovemo.